Ko pa ti gledaš na to, ali pa kakšna je tvoja analiza tega porasta skepticizma nad znanstveno metodo in skupnostjo? Ne? Kaj misliš, da so razlogi in posledično mogoče rešitve za to? Težko bi rekel, da tudi jaz vidim nek porast. Ne vem. Mogoče je to sam nek občutek, ker skozi zgodovino smo imeli zelo čudna obdobja, ne? In mislim, da zdaj ljudje tako v povprečju kar nekako zaupajo to, kar stroka pravi, kar znanost pravi, ampak ne tako, da se jim nekaj ukaže, ne? Hoče tudi razumeti. Ne? In se mi zdi, da je neka veka želja, da bi ljudje razumeli do neke mere to, kar se jim govori. Ne? Zato imajo tudi toliko uspeha ljudje, ki razlagajo, nekako dajo občutek, da ljudem, da jim nekaj povejo. Ne? Čeprav mogoče tisti ni najbolj strokovno v vseh vidikih, ne? Ampak potegne ljudi prav zato, ker imajo občutek, zdaj pa nekaj razumem. Ne? In mislim, da bi se morali ti uradni komunikatorji učiti pri teh, ki imajo uspeh na Facebooku, na YouTubu, ne? Kako stvari povedati tako, da boš ljudi pritegnil in jim povedal tisto, kar je res dobro, da vejo, ne? In da ti bodo tudi verjeli. To zaupanje je ključno. Ne? Kako si pridobiti zaupanje ljudi. In tukaj je treba, so ljudje, ki so bolj talentirani, pa manj talentirani, ne, za to, ampak se da tudi marsikaj naučiti. In dobro je, da nekdo, ki je hkrati na poziciji avtoritete, moči, ne, komunicira na tak način, da prepriča ljudi. Ne. Mogoče sem tukaj nekaj vmes, ki vidim jaz težavo v tem, ne, da so kontroverzne stvari za naš dopaminski sistem ali pa za naš sistem mnogo bolj zanimive. Ne. In tukaj jaz mislim, da se bomo konstantno borili, vsaj z vidika znanosti, proti temu toku. Se pravi, če vedno bo nekdo, recimo tukaj greva lahko tudi na teorije zarote, ne, to so zelo exciting oziroma zelo zanimive stvari, to so kriminalke. Ne. In jaz ne vem, kako bi lahko mi samo komunikacijo priredili in bili enako zanimivi, kot so to. Ne. Mislim, če sam pogledava to krizo, ne, imamo neko splošno znanstveno skupnost, ki govori eno, to se vpelje v ukrepe, potem pa pride nek posameznik in kontra pove. Ne. Jaz mislim, da je glih zanimivost v tem, ker je kontra mainstreamu. Ne. Ja, ampak on lahko potegne ljudi prav zato, ker ta uradna komunikacija ni taka, da bi ljudi prepričala, ne? Da bi verjeli, da bi res bili prepričani, da je to. Ne? Tako kot v nekaterih državah, bral sem za Novo Zelandijo, tam so se prav posebej trudili in spremljali, kako ljudje razumejo komunikacijo, ukrepe, kje so morda težave in to potem dodatno pojasnjevali. Ne? In so imeli celo ekipo, ne samo zdravnikov, raziskovalcev, ampak tudi strokovnjakov za komuniciranje. Ne? In ker so se zavedali, to je velika država, zelo razdrobljena, da ne morejo na silo ljudi prisiliti, da bodo spoštovali ukrepe, ampak da jih morajo nekako naučiti oziroma prepričati, da so ukrepi res smiselni. Ne? In to jim je dejansko uspelo. Ne? In pri tem virusu, pri tej epidemiji še posebej velik ta razkorak med tem, da so nevarne okoliščine tiste, ki jih ne vidimo neposredno. Ne? Tako kot pri podnebnih spremembah mogoče. Ne? Ko gledamo ven, pa ne vidimo
da se nekaj zares spreminja, ampak na dolgi rok pa so stvari lahko zelo hude, ne? In potrebujemo to, da nam nekdo predstavi stvari, ki so sicer v nekih grafih ali pa v številkah mogoče jasne strokovnjakom, ne, na način, da bomo to nekako začutili, dojeli. Ne, in tukaj pri tem virusu je to tako, da pač so recimo primer maske. Ne. Zdaj vemo, da pač kjerakoli maska, če jo res vsi striktno nosimo, bistveno pripomore k zmanjševanju števila okužb. Ne. To sploh ni več dileme. Ampak kako zdaj to skomunicirati, da bodo ljudje to dejansko ponotranjali in vedeli, da če bomo res vsi nosili maske, da bodo tudi drugi ukrepi lahko milejši. Ne? Ali pa da je treba narediti res močno zaporo, ne, v teh državah, ki so najbolj uspešne v boju z virusom, so pač naredili res močne zapore, da so virus nekako zadušili, to, kar smo mi naredili spomladi. Ne? Potem so pa tisto, kar pa mi nismo naredili, so bili pa zelo pazljivi na vse nove vnose, ne? In jih tako kot požarna straža, ne, na pogorišču, pazi na vsako možnost, da požar spet ne začne goreti. Ne? In to je tisto, kar je treba delati. Ne? In zdaj smo pač spet prišli nazaj na neke zelo hude številke, ne? In ni druge, kot da spet res naredimo neko močno zaporo in potem v drugi fazi potem pazimo, da ne bo virus spet ušel tako, kot nam je zdaj. Ne? In problem je, ker ta virus se širi, ne da bi ga videl. Ne? Ljudje so kužni, pa lahko nikoli ne zbolijo, ali pa zbolijo čez nekaj dni in vmes so tisti dogodki, do katerih lahko pride med katerimi lahko pride do tega super širjenja. Ne? Ni vsak ki zboli, tisti, ki prenese naprej. Ne? Pri tem virusu je značilno to, da dokaj malo število ljudi potem na teh dogodkih, ne samo super širjenje, ampak tudi širjenje, potem okuži več ljudi. Ne? In to je tisto, kar je treba preprečiti predvsem. Ne? In tukaj smo mogoče naredili malo premalo glede komuniciranja, glede spremljanja, kje prihaja pri nas do takih dogodkov. Ne? Te statistike mislim, da sploh ni. Ne vem, če sploh obstaja, ne? Kar je že hujše. Tako da, in to bi nam pomagalo. Ne? Že v Avstriji pač to objavljajo, ne? Recimo, da je prišlo, ne vem, na neki vaji pevskega zbora, da je množičnega okuženja, da je nek učitelj, ki je bil, recimo primeri, ne? V šoli okužil potem. Predvsem so situacije, ko se govori, ko se poje, ko so zaprti prostori, to je tisto, kar je nevarno. Ne? In tisto, kar je nevarno v zdajšnji situaciji, je, da imamo še zmeraj veliko takih situacij pri tej hudi zapori, ki vlada tukaj. Ne? In to so pač delovna mesta, ne? Ki so še zmeraj... ljudje še zmeraj delajo v pisarnah, čeprav bi zares lahko delali od doma. Ne? In to je tisto, kar je nevarno. Ne? Po nekaterih videl sem, da v bistvu nekje štejejo že čez masko, delaš v isti pisarni z drugim, ki ima tudi masko nekaj ur, je potem to že rizični kontakt, če se izkaže, da je recimo tisti drugi bil takrat kužen. Ne? Tako da v bistvu take stvari se premalo zavedamo in morali bi dati nek ukaz, da je privzeto delo doma, ne? Da je treba posebej obrazložiti, zakaj mora nekdo priti v pisarno, recimo. Ne?